Hej, preden te spustim naslednjo epizodo, bi se ti rada zahvalila za podporo in ogled. Res bom zelo hvaležna vsakega všečka komentarja, tudi konstruktivne kritike. Hvala pa tudi mojima sponzorjema Swine MyProtein. Pri svojem imate vedno aktivno kodico KUSER11, tudi na SwineCare. Za MyProtein pa najdeš spodaj. Uživaj v ogledu. Lepo pozdravljeni, danes je z mano Leon in za razliko od vedno dejansko mava uvod za vas. Ja, in ta uvod je v bistvu povabilo na live podcast, ki bo 24.5. v Kinu Bežigrad. Vsi ste vljudno vabljeni, danes pa bomo nakazala, o čem bova govorila. Nekaterih tematik se bom malo bolj podrobno dotaknila, ostalo pa bomo samo recimo naredila en uvod v to, kar sledi. Zdaj, teme so raznolike, jaz seveda sem vprašala Leona za pomoč. Tisti, ki še niste pogledali podcastov z njim, dansko sta dva izmed skoraj najbolj poslušanih podcastov na YouTubeu in na zvočnih platformah. Iskreno, Leon, dostikrat me kdo vpraša v živo, kdo so bili tvoji najljubši gostje? To je tako ful težko zbrati, zato ker so vsi gostje posebni, ampak jaz vedno izpostavim tebe, ker se mi zdi, da tu jaz dobim ogromno enega znanja, ki bi drugače se mogla boriti za njega ali pa ne vem, vprašati chat, ki mi potem se itak sam strinja z mano. Tega najprej hvala ti, da sodeluješ z mano, da si bil pripravljen reči ja na kaj takega. Pa te kar prosim, da predstaviš čist tak na kratko tematike, o katerih bova govorila. Malo bolj podrobno tudi na eventu, seveda. Ja, najprej hvala za povabilo, ti si tudi moja najljubša gostiteljica, ker lahko recimo stvari razložim oziroma se jih dotaknem do takega nivoja, da potem v bistvu tudi jaz uživam v tem neizmerno in predvsem se dotakneva tematik, ki ima neke praktične implikacije. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ne? Sploh v svetu, v katerem živimo. Veliko skupnih interesov si delimo, kar se tiče zdravja in seveda s tem povezane prehrane pa vadbe in prehranski dopolnil in o tem bova tudi govorila. Ampak se bova dotaknila tudi drugih področij, recimo malo bolj globoko fiziologije, regulacije krvnega sladkorja, kar v bistvu pomeni, dobili boste odgovor na vprašanje, ali je res dvig glukoze po obroku problematičen, kdaj je, kdaj ne. Potem tudi tematiko glikemičnega indeksa se bo dotaknila. To je zdaj res vse povsod, krvni sladkor, kaj pojesti, kaj je slabo za naše telo, kak je s sadjem. Se mi zdi, da je to res taka ena poplava in tudi teh senzorjev, o tem bova tudi o kontinuirnih glukoznih senzorjih bova govorila, kakšne so potencialne prednosti, kakšne so pasti, za koga so primerni, ali jih res vsi moramo vsi spremljati krvni sladkor. To je eno področje, drugo področje pa se tudi tiče presnove in sicer holesterol. Tukaj je tudi veliko mitov. In sicer, ker so nova znanja, kar je super, se potem dostikrat kar meče vse skupaj v koš, da potem holesterol več ni pomemben, bolj je pomembno presnovno zdravje in ni čisto tako. In potem pa imamo znotraj biomarkerjev, s katerimi gledamo v bistvu presnovo maščob pa holesterol, imamo potem bolj ali manj specifične, bolj ali manj senzitivne, nekateri so bolj uporabni, boljše vpogleda nam dajo, drugi pa mogoče so že malo zastareli, in o tem bova tudi govorila, ker je to zelo pomembno, zato ker to neposredno povezano z kardiovaskularnimi zapleti oziroma z zdravjem. In kardiovaskularne bolezni, to zmeraj poudarjam, so še zmeraj številka 1, kar se tiče smrtnosti v razvitem svetu. In jaz močno verjamem, da z znanjem, ki ga imamo danes, to ne bi bilo več potrebno. Tako da to bo tudi eno posebno področje. Potem pa seveda zmeraj aktualna prehranska dopolnila. Kako ločiti seme od plevela, signal od šuma. Ker spet, tukaj imamo dva pola. Eni trdijo, da je medicina ovrgla uporabo vseh prehranskih dopolnil, če jemo zdravo, mešano hrano, potem prehranskih dodatkov oziroma dopolnil ne potrebujemo. Potem imamo seveda drugo skrajnost, kjer se pač nekako ponuja mamljiva možnost, da če vzamemo ta, pa on pa drugi, pa tretji prehranski dodatek, si bomo ne vem kaj vse pozdravili in bomo neomejeno energije imeli in bomo recimo ves stres tega sveta odplavili stran in tako dalje. In potem naslednja tematika je pa ravno povezana na stres. Kaj sploh je stres? V bistvu, kdaj je stres dober, kdaj je stres slab, kako ga telo regulira, ali obstaja res izčrpanost nadledvične žleze, zakaj smo lahko utrujeni, tudi če zdravo jemo, tudi če mislimo, da zdravo jemo, če mislimo, da spimo dovolj, pa nimamo stresa. Zadnje področje bo pa to, ki je zelo
zelo aktualno, je pa področje peptidov. In sicer se bomo sistematično lotila, kaj so sploh peptidi, kakšna je trenutna teža dokazov, če pogledamo skozi prizmo znanosti, kakšne so pasti, pomanjkljivosti, prednosti, recimo kakšna je biologija oziroma kakšna je ideja o uporabi peptidov odzadaj, pa zakaj so sploh postali tako popularni. Ja, zares bil en tak izbruh peptidov, in so rešitev za vse te, da mi doma dejansko pogledala, itak imamo potem več različnih, ampak če te zdaj vprašam, če lahko na hitro, zdaj vem, da ti si človek, ko si res rad vzame čas, ampak kaj dejansko so peptidi? Peptidi so v bistvu majhni proteini, majhne beljakovine, beljakovine so zgrajene iz aminokislin. In aminokisline so tako lego kocke, če izlagamo skupaj, potem tvorijo daljše verige. Te verige se potem v bolj kompleksne strukture zvijajo in dobijo potem proteini, tisto nativno konformacijo. Imamo 4 nivoje struktur, ampak te verige so iz posameznih aminokislin in če jih je tam do 50, to je nekje taka klasifikacija, potem so to peptidi. Predstavljaj si, da če poješ zrezek, pa se deloma prebavi tukaj noter, to so peptidi v bistvu. Potem pa se to do posameznih aminokislin ali pa D3 oligopeptidov prebavi s prebavnimi encimi, s proteazami, potem pa telo absorbira tole. In tukaj že eno stvar takoj namigujem, tisti, ki mislijo, da bojo v obliki tabletk ali pa kapsul jemali peptide, naj kar pozabijo na to idejo, ker taki peptidi ne pridejo v kri intaktni, ampak jih prebavni sistem razgradi do aminokislin. Torej jih je treba dejansko injecirati, če želimo, da ima nek učinek. Tako, čeprav zdaj se razvijajo recimo že take oblike, ki so gastrorezistentne, to pomeni, da prebavni trakt ne more tega razgraditi. Ampak recimo ena zadeva je, kar se tiče semaglutida, to so v bistvu ti analogi GLP-1 agonistov. To je tudi Ozempic spada? Točno tako. In to so peptidi, ki imajo največ dokazov trenutno in vemo iz raziskav, da so prvič varni, učinkoviti in pa tudi seveda regulativa odzadaj je narejena v skladu z vsemi standardi, ki so potrebni za registracijo zdravil. Medtem ko večina ali praktično vsi ostali peptidi imajo zelo malo uporabne vrednosti in tukaj je največja past. Ne samo, da nimamo kvalitetnih raziskav na ljudeh narejenih, kjer je pač učinkovitost teh molekul potrjena. Praktično za nobenega nimamo tveganja narejenega oziroma toksikologije, ker je večina teh peptidov narejenih v proizvodnih obratih, ki se namenjajo proizvodnji zdravil snovi, molekul za raziskovalne namene oziroma za raziskave na živalih. Tukaj je regulativa precej nižja in nimamo ne varnosti, ne učinkovitosti, ne kakovosti preverjene. In to je ena največjih pasti, ker tudi dobro, zdaj, če zadeva ni učinkovita, pri ljudeh lahko nekdo reče, jaz bom vseeno pač riskiral toliko denarja pa bom testiral na sebi, pa bom videl, mogoče pa mi pomaga. In s tem ni noben problem, vse dokler vemo, da je zadeva varna. Tega pa nimamo pri peptidih, pri večini nimamo tega narejenega. Imamo samo predklinične raziskave ali pa potem anekdote, kjer ljudje pač trdijo, da vzamejo nek peptid in potem si čudežno, zdravje izboljšajo ali pa nivoje energije dvignejo ali pa kaj podobnega. Ampak tukaj je placebo učinek zelo močen. Predvsem v kontekstu zmanjšanja bolečin, ker tu pa vemo iz fizioterapije, da je tukaj placebo učinek zelo velik. Podobno kot so te recimo masažne pištole in tako dalje. Tukaj ni dokazov, da neka intervencija deluje, razen da deluje preko placeba. Pa to verjetno izhajajo iz Kitajske peptidi? Ne nujno. Zdaj, različni proizvodni obrati pač delajo te snovi, kjer pa je pač nadzor je zelo slab. Zdaj ni nujno Kitajska, po moje so v celem svetu v bistvu v različnih laboratorijih sintetizirani, ampak potem ta analitika, ki preverja kakovost, pa ni dobro narejena.
sploh preverjamo. Jaz sem v moji prejšnji karieri v bistvu delal snovi, kjer smo jih na koncu mogli okarakterizirati na molekularnem nivoju in potrditi, da so čiste, da v bistvu vsaka snov neko primes vsebuje, da je pač koncentracija teh primesi tako nizka, da potem v bistvu ne škodi v bistvu sami aplikaciji, pa potem tudi te primesi same po sebi nimajo stranskih učinkov ali pa niso toksične. Tega pa niti ne vemo tukaj. In recimo, kaj je zanimivo? Jaz sem se takoj spomnil, ko sem se recimo spraševal, kakšen je varnostni profil pa toksikologija teh peptidov. V bistvu, kdaj se je sploh v farmacevtski industriji pojavil ta koncept GMP oziroma po slovensko GPP, dobre proizvodne prakse. In to je zelo tesno povezano z enim katastrofalnim dogodkom, in sicer to je bilo zdravilo talidomid, ki se je uporabljalo za v bistvu zdravljenje jutranje slabosti pri nosečnicah. Ampak ker ni bila varnost dobro raziskana, zdravilo ni bilo oziroma snov ni bila dobro karakterizirana, je bilo potem veliko otrok se je rodilo brez okončin, recimo, ali pa defektnih. In potem je v bistvu se neki pritisk pojavil v farmacevtski industriji, da je treba snovi oziroma poskrbeti za varnost, za učinkovitost in za kakovost. Ne samo zato, da nekaj nima nekih kratkoročnih stranskih učinkov, ampak da je dejansko dolgoročno varno. Odzadaj je pa ta zadeva, talidomid je molekula, ki je kiralna, ima svojo zrcalno sliko, ki pa je nikakor ne moremo prikriti v bistvu originala. To pomeni, da je kiralna molekula v kemiji. In ta kiralna molekula pa ima v bistvu teratogen učinek in prodala se je pa kot racemat, se pravi zmes enega in drugega enantiomera. To pomeni, da ni bila čista molekula. In tega ne vidimo pod mikroskopom, ker je v bistvu razporeditev atomov v prostoru samo drugačna. Drugače pa je atomska, molekulska formula je pa enaka. Ampak tega niso naredili in zaradi tega v bistvu niso vedeli. Torej, bova tudi, ko si zdaj omenil, hvala, ker si lepo odgovorila na vprašanje, bova tudi spregovorila o tem, kako je tvoje mnenje o kakšnih kremicah za obraz, ki vsebujejo peptide, pa tudi si zdaj recimo omenil nosečnice, definitivno se lahko tudi dotaknemo kakih prehranskih nasvetov za nosečnice in doječe matere. Me zanima zdaj, bomo rekla zadnje vprašanje, preden jih še enkrat lepo povabiva. Daj mi ti povedati, če jemlješ kreatin. Ja. Ok, koliko pa? Jaz 5 gramov na dan. Ok. Zakaj ne jemlješ več? Zdaj se mi zdi, da je kar nekaj ljudi govori o tem, da bi naj se kreatin doziral više. Jaz ga recimo doziram malo više, pa tudi opazim, mogoče le placebo efekta, pa meni se zdi, da ne, da če imam nek jet lag, neko daljšo pot, pa ga vzamem malo več, da mi pomaga. Tudi recimo, če manj spim, da se boljše počutim, če ga vzamem malo več. V bistvu si zelo dobro recimo indikacijo za povečanje doz kreatina omenila. In imamo neke raziskave, njih veliko, ki so pokazali, da v bistvu večje koncentracije, to je 0,3 grama na kilogram telesne mase, vse je standardizirano, potem izboljša v bistvu kognitivno zmogljivost po nekem slabšem spancu oziroma krajšem spancu. Zdaj jaz osebno tega še nisem testiral, to si mi dala dobro idejo, ampak največ raziskav je narejenih, tam 3 do 5 gramov, neodvisno na kilogram telesne mase. Lahko seveda gremo više, zdaj potencialni stranski učinki so pa samo ti, da smo lahko kakšne prebavne težave, potem pa lahko razdelimo to na več manjših odmerkov, pa je potem zadeva rešena. Tako da bom tudi imel v mislih to, pa mogoče do najnega naslednjega srečanja v živo, pa bom probal tole, pa bomo potem kako spregovorila. Ampak si dala res dobro iztočnico. Vedno več raziskav se usmerja k temu, da je v bistvu odmerek odvisen od tega, kaj želimo doseči. In višji odmerki od 3 gramov ali pa 5 gramov so tem povezani z tem, da se ne samo mišične zaloge kreatina nasitijo, ampak potem se porabi presežek kreatina za podporo možganski funkciji, tudi kostem in potem splošnem zdravju.
Te bom vprašala na dogodku, zakaj vpliva slabo na naše prebivalstvo, oziroma slabo, zakaj pač lahko se pojavi neko napenjanje. Želim pa tudi gledalce še enkrat povabiti. Karte najdete spodaj v opisu, dobite tudi goodie bagse, ker vem, da imate to vsi ful radi. Zdaj dogodek bo trajal najverjetneje tam od 3 do 4 urce, podruli se bomo lepo v nedeljo, isto bomo bila z Leonom v taki manjši zasedbi, pa tudi oni bodo lahko vprašali kakšno vprašanje, če jih bo kaj zanimalo. Absolutno. Je tako. To je to. Bi še kaj dodal? Ne, samo potrdil bi tole oziroma ponovil tole, kar si ti rekla. Vse vas lepo vabim. Jaz verjamem, da bo fajn družba, da bo fajn tematike in da bomo se imeli super. Ja, lepo bodite in se vidimo 24.5. ob 2 v kinu Bežigrad. Se vidimo.